No, tako, pa smo spet na dama video, kjer poskušam razložiti Budovo učenje na najbolj jasen in domač način. Da lahko je moje delo malo lažje, seveda to pomaga, če so vprašanja. Veliko lažje govoriti nekem vprašanju, ki so relevantna in koristna, kot da jaz nekaj govorim praznemu zidu ali, kot v tem primeru, temu mobitelu. Tako da je nek stik, pa tudi se mi zdi, da so odgovori bolj koristni, če odgovarjajo na specifično vprašanje. Torej, če imam kdo vprašanja, naj jih vpraša, zapišite jih tam spodaj v komentarje ali pa meni direktno. Torej, lahko date vprašanje ali predloge, predloge teme in jaz potem z veseljem odgovorim. V tem času, ko nimam nobenih vprašanj, ne vem točno, o kateri temi naj govorim, ki je to zelo obsežna zadeva. Tako da sem se odločil, da pravzaprav izberem verze iz Budovega učenja in jih potem dam nek komentar. Torej, izbral bom seveda najbolj klasično besedilo, kakor verjetno že ni poznate, to je Dhammapada. Dhammapada ima 423 verzov, ki jih je izgovoril Buda. Tu so neke take bolj kratka besedila, pri katerih človek samo lahko ustane pri kakšnem verzu in ustane s tem verzom in razmišlja o tem verzu. Torej ni potrebno ne vem koliko veliko branja in študiranja, ampak se res osredotoči v en verz in se potem poglobi v ta verz in poskuša razumeti. Zelo stisnjena modrost v 4 vrsticah. Tako da bom jaz res potem kar malo se ustavil pri teh verzih in jih poskušal razložiti znotraj konteksta celotnega budističnega kanona. Torej, to je to besedilo, priporočam. To besedilo lahko dobite v PDF-u na spletni strani Slo Theravada ali pa lahko dobite tudi to knjižico v samostanu za prosto distribucijo. Torej, prvi vers, ki ga bi rad kar začel kar s prvim, torej prvo poglavje, prva 2 verza, ker so se verzi med seboj ponavadi tudi povezani. Pred idejami je misel, misel vlada in ustvarja. Če človek s slabimi misli govori ali deluje, mu zato nemir sledi kot voz kopitem v prežnega vola. Pred idejami je misel, misel vlada in ustvarja. Če človek z dobrimi misli govori ali deluje, prijetnost mu sledi kot senca ga nikoli ne zapusti. Torej, ta vers govori prav nasprotno, kot mi vidimo. Torej, ko pri nas zaboli ali srce zdrhti zaradi strasti, mi mislimo, da je to zaradi enih stvari tam zunaj, da so eni dejavniki, ljudje ali neki situacija ali dejanje tam nekje zunaj, da zaradi tega mi čutimo to ali bolečino, ali to trpljenje, ali to srečo. Torej, trpim zaradi tebe, ali jaz sem srečen zaradi tebe. To je, mi vedno domnevamo, da je tam, da glavni razlog, glavni vir je tam. To, da vers nam pove, da nemir je zaradi misli ali uma. Da je tu pogoj, kako mi vidimo svet, kako mi začutimo. Če je ali misel uravnana na pravilni način, koristni način, potem so tudi posledice take, da čutimo srečo in mir. Če pa uravnan na slab način in mi skozi ta naravnanost delujemo, torej govorimo na slab način in delujemo na slab način, torej potem bomo začutili posledice. Torej, v tem primeru bolečino in nemir, notranjo tesnobo, depresijo in tako naprej.
Torej, enako tudi velja za mir, če je pravilno uravnan, če je miren, jasen, čist, kreposten, in potem mi delujemo na tak način, s takim namenom, torej govorimo na tak način, fizično delujemo na tak način, potem bomo tudi začutili posledice tega. In te posledice sledijo takoj, kot voz kopitom prežnega vola ali kot senca ga nikoli ne zapusti. Torej, skupaj hodita. Tam, kot je objekt, tistem času je senca, in voz kopitom prežnega vola. Torej, ko gre vol naprej, voz sledi za volom. Tako bojo tudi naše posledice sledile. Torej, ko mi začutimo bolečino, ponavadi hitro iščemo razloge tam nekje zunaj. Treba nekaj vedno kriviti, obtoževati, ali je to okrog nas, v naši družini, ali v družbi, kjerkoli. Vreme celo, vreme je krivo za vse stvari. Ali če imamo kakšno bolezen, zakaj mi, kdo je nas kaznoval, Bog, lahko je tudi Bog kriv. To je pravzaprav napačen način pogleda. Mi obtožujemo zaradi nerazumevanja, zaradi nevednosti. To je isto, kot da bi, na primer, če smemo uporabljati primer v zdravstvu, na primer, ko je telo bolno, na primer, če ima telo raka. Zdaj, če imamo, preden mi sploh vemo, da ima raka, kaj vidimo? Ne vidimo raka, mi vidimo simptome raka. Torej, a je to kakšno krvavitev, ali kakšno se pokaže na koži, kakšni simptomi, ali kakšna bruhanje, ali šibkost, nejasnost v umu in tako naprej. To so simptomi. Zdaj, ko so te simptomi, pravilnoma mi ne gremo zdaj ven nekam iskati nekaj razlogov ali obtoževati, zakaj imamo te simptome, ali poskusiti samo izničiti te simptome. Torej, če je neko otečenje, mi ne bomo samo mazali s kremo, da bomo poskušali uničiti to otečenje in poskusili zdraviti vsak faktor posebej. Treba pogledati, kje je vir bolezni, kaj povezuje vse te simptome. In ko gremo k zdravniku, nas pregledajo in vidijo, vse ti simptomi so zaradi enega problema, in to je rak. Torej, ne bo zdaj zdravnik dajal zdravila za vsak posamezen simptom, ampak bo šel pogledati v vir, v korenino problema. Enako je pravzaprav, ko delujemo z umom. Če smo mi jezni, sebični, polni strahu, razočarani, imamo polno dvoma, ali pa imamo strast, poželenje, sebičnost. To so zdaj neki simptomi večjega problema. Ljudje ponavadi začnejo čutiti neko notranji nemir ali žalost, ali predvsem depresijo, in poskušajo ta simptom zdraviti. Torej, kako umiriti, kako stisniti stran, kako zbežati. Eni si izberejo čutne užitke, da lahko zbežijo od problema, ali se zapijajo v alkohol ali droge, ali gre poslušati glasbo, iskati stvari v hladilnik, se hitro iti družiti, se pogovarjati. To so reakcije na ta simptom, tale notranja bolečina, ta praznina, in jih zapolnimo z nekimi zdravili tam nekje zunaj. Tudi velja isto, ko ljudje se srečajo z duhovnostjo. Tudi uporabljajo te stvari, ki pravimo duhovnost, meditacije in ideologije, je tudi bežanje stran, če so uporabljene na napačen način. Torej, zdravljenje teh simptomov. To, da Buda pravzaprav uči popolnoma drugače. On ni dajal nobenih zdravil posameznim simptomom, ampak on je nas učil, kako kopati
nazaj, kako kopati v korenino, kako spoznati vir problema, pravi vir problema, kot zdravnik. Kot zdravnik bo videl, odkrili smo raka in bomo zdravili rak, ne simptome. Enako je tudi pri umskim bolezni, naprimer, če smo polno jeze, strahu ali depresije, ne bomo mi zdravili ta simptom, ampak bomo kopali, raziskovali, kaj je vir tega problema. In zdaj pridemo do zdravljenja. Da lahko mi sploh zdravimo, moramo pravzaprav prepoznati, kje je bolezen. Najprej moramo uvideti bolezen. Zdaj, kot Virs pravi, ali misel pride pred vsemi stvarmi. Pride pred govorom, pride pred fizičnim dejanjem in je najbolj osnovna enota tega doživljanja. Torej, vse, kako vidimo mi svet, kako se mi obnašamo, kako mi delujemo, vse izvira iz ali misli. Torej, misel vodi vse stvari, ali pred idejami je misel, pred vsemi stvarmi je misel, kot pravi ta vers. In mi tega pravzaprav ne vidimo, mi smo preveč zaposleni in preveč smo že investirali, da rešujemo probleme tam nekje zunaj, ali obtožujemo stvari tam nekje zunaj. Mi smo vajeni na tak način. Torej, da bi pa prepoznali vir problema, to je malo ta del spoznavanja je bolj zakrnel. Je pa normalno, da človek lahko to spoznava, le da nismo bili strenirani oziroma smo zanemarili ta razvitost pozornosti. Zato moramo mi se naučiti, kako spet opazovati. Torej, ko vidimo neke simptome, jezen in tako naprej, ne gremo reševati na specifičen način, ampak se ustavimo, se zadržimo in pogledamo, kje je res problem. Torej, glavni problem, bodo pravi, je res tale ta kontekst ali to razpoloženje v ozadju, da pravzaprav narekuje, kako mi delujemo v svojem življenju. To treba mi prepoznati, da problemi bolj globje. In mi ne moramo rešiti kar na hiter, kar naenkrat na specifičen način, ampak treba reševati prav zdajle, s to pozornostjo, s tem raziskovanjem. In ko mi prepoznamo tale resničen problem, da je vedno znotraj tega konteksta našega doživljanja, potem postane nek klic, nuja po raziskovanju, pri prepoznavanju in potem hitro je treba potem tale rak odstraniti. Se potem resnično začne lahko potem zdravljenje. Prvi korak je seveda odkritost za samega sebe, da nehamo obtoževati ali hvaliti stvari tam zunaj, da so nas osrečile ali prizadele. To je prvi korak. Drugi korak je pravzaprav odmikanje od nekoristnih stvari, torej od žalitev ali napadanja drugih, ali pa tako skakanje v čudne stvari. Predvsem, da se ustavimo pri alkoholih, drogah in tako naprej. Torej, zadrževanje. Kot zdravnik pravi, če smo mi bolni, imamo raka, bo se gotovo rekel, da se moramo zadržati nekaterih stvari. Bo rekel, ne pijte, ne kadite, počivajte, ne delajte tega, ne se praskati tam. Isto je tudi pri zdravljenju uma. Torej, zadrževanje je potem zelo pomemben korak. Potem, zraven zadrževanja je seveda samota. Torej, da se odmaknemo. Ker prav to iskanje zabave, entertainment tam nekje v svetu je pravzaprav pobeg od bolečine. Torej, samota pa pomeni, da se res soočamo s stvarmi take, kot so. Ne take, kot mi zahtevamo, da bi morale biti. Če ima nekdo bolezen, ne bo rekel, jaz se moram zadelati in predstavljati, da življenje je prijetno
medtem ko pa telo v resnici umira in se gnoji. In potem mi prepoznavamo postane vedno bolj jasen. In s tem prihaja znanje. In zaradi znanja mi potem vemo, kako delovati pravilno. Torej, mi ne bomo več, če imamo mi na primer slabo razpoloženje ali slabi način razmišljanja, mi vemo, da reakcija na to, obtoževanje nečesa, bo prineslo samo še večjo nesrečo. Torej bo tukaj sledilo zadrževanje, ne zato, ker vam je nekdo rekel, da se treba zadržati, ampak ker boste sami videli, če se da roko v ogenj, bo zapeklo. Boste sami direktno opazili to. Isto boste opazili, naprimer, ko je miren. In če vi delujete na tak način, na miren način, na koristen način, da bojo potem tudi prijetne posledice. Torej, to vedenje, zaradi vašega vedenja, za vašega spoznanja, boste vi živeli potem, boste hoteli živeti krepostno življenje. Ne zato, ker vam je nekdo rekel, eden menih ali država, kaj je v redu, kaj ni v redu, ampak ker vi sami se zavedate posledice svojih dejanj. Vi sami boste hoteli se zadržati. Vi sami boste hoteli se odmakniti stran od distrakcij. Ali je to v glasbi ali predajanju drugih čutnih užitkih, predvsem predajanju kakšnih družbenih omrežij. Zato, ker veste, zakaj to delate. Se boste zavedali, delam zato, ker bežim. In ker se boste zavedali, zakaj delate, boste se začuti potem neka gnusnost ali razočaranje nad samim seboj, da se vidimo v sebi v dejanju. In ko to vidimo, to ni prijetno, se ne počutimo udobno v samem sebi. In potem nima več tisto občutek prijetnosti, nima več tisto občutek atraktivnosti, kot ta distrakcija. In zato je veliko lažje opustiti. In za opuščanjem distrakcije, za opuščanjem tehnik bežanja stran, se vse potem stvari olajšajo. Torej, razvijte dobre misli, govorite v skladu z njimi, delujte v skladu z njimi in potem sreča in veselje bo vam sledilo, kot senca vas nikoli ne bo zapustilo.